Torej, jaz bi se danes vsem zahvalil za udeležbo na tej tiskovni konferenci. Kot verjetno veste, sem včeraj vladi Republike Slovenije predlagal zamenjavo glavnega šolskega inšpektorja. To ni posledica posamičnega odločitve v posamičnem primeru, v kateremkoli primeru že, ampak gre za neko zadevo, ki je tlela že dlje časa. Jaz moram reči, da sem že kot na nek način starš ali pa nekdo, ki je zainteresirana javnost, od zunaj opazoval delo inšpektorata in seveda nisem bil najbolj zadovoljen. Zdaj, marsikdo od vas mi bo očital, da sem seveda v tistem prvem mandatu ravno gospoda Rozmana postavil na čelo inšpektorata. Ampak to je bila, takrat se je zdela dobra odločitev, danes lahko rečem, da ta odločitev mogoče ni več tako dobra. Zaradi tega smo se odločili, da bomo zamenjali glavnega šolskega inšpektorja. Veste, da se je na našem področju v zadnjih mesecih zgodilo kar nekaj zadev, na katere smo lahko vplivali, ali seveda zadeve, na katere nismo imeli nobenega vpliva. Ampak v vsakem primeru to niso bile zadeve, ki bi krepile sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ampak so bile zadeve, ki so načenjale ugled vzgoje in izobraževanja. Zaradi tega bi rad rekel, da bomo s pooblastilom, seveda, na to mesto imenovali nekoga z ministrstva zaenkrat. V drugi fazi pa bomo poiskali nekoga, ki bo uspel narediti tudi sistemske spremembe. Kajti tisto, kar potrebujemo na inšpektoratu za šolstvo, pa še marsikje drugje v našem sistemu, so pravzaprav sistemske spremembe. Jaz mislim, da družno ugotavljamo, da so postopki predolgi, prezapleteni, včasih se vlečejo pa katerikoli javnosti že nerazumljivo dolgo. Ampak zato potrebujemo sistemske spremembe, ki niso rokohitrske, ampak delajo sistem učinkovit. Jaz bi rad ob tem rekel še nekaj. Vem, da vas je veliko v preteklosti prosilo za izjavo in ste mi mogoče tudi na nek način zamerili, ker nisem hotel javno komentirati posamičnih primerov. Tako bo tudi v prihodnje. Zato, ker ne želim komentirati posamičnih primerov, kajti zavedati se morate, da v vseh primerih, kar se tiče šolskega inšpektorata, je ministrstvo drugostopenjski, torej pritožbeni organ. In če jaz nekaj komentiram, preden da se sploh postopek, ki je pravni postopek ali upravni postopek zaključi, potem s tem okužim ta postopek in seveda s tem ga vrnem v nepovrat. Zatorej ne bom komentiral stvari, sploh pa ne posamičnih primerov. In še nekaj, ne bom komentiral stvari, ki jih prej ne bom naredil. Torej, najprej želim stvar narediti in potem jo bom tudi komentiral. Mogoče še ena stvar, ker je bilo kar nekaj, to pa z velikim veseljem komentiram, torej glede vizije. Kaj je sploh vizija za inšpektorat? Poglejte, najprej je vizija za inšpektorat to, da se preoblikuje. Da ni samo prekrškovni organ, kar seveda tudi mora biti, ampak da postane tisto, kar imenujemo zunanje evalvatorsko telo, ki skrbi za kvaliteto izobraževalnega procesa. Ključ je na poudarku na kvaliteti izobraževalnega procesa. Torej, več podpore svetovanju, več podpore staršem, ravnateljem, učiteljem, vsem tem, torej več svetovalne vloge. Zdaj, če smem, to bo rahla digresija, ampak si jo bom vseeno dovolil, nekaj podobnega se nam dogaja pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Tudi Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu bi morala več poudarka dajati na svetovanju za kakovost v visokem šolstvu, ne pa da je v bistvu nek birokratski organ, ki po domače kljuka, ali so zadeve opravljene ali niso. Če gremo naprej,
Tisto, kar je tudi bilo izrečeno, jaz moram reči, da mi je simpatična ideja o povezovanju inšpektorata in pa Zavoda za šolstvo. To ne gre za to, da bi eno bilo vsebovano v drugem, ampak včasih je bilo tako in ne vem, zakaj tudi poslej ne bi bilo tako, da bi inšpektor, ki se osredotoča predvsem na proces, in svetovalec iz Zavoda za šolstvo, ki pa se osredotoča na vsebino, zakaj ne bi skupaj upravljala nekega inšpekcijskega procesa. Torej, tudi v to smer bo šla vizija sprememb na inšpektoratu. Tretje, če hočete, tisto, kar je pomembno in kar marsikateri starš in upravičeno ne razume, je, zakaj so tako dolgi procesi. Zakaj stvari tečejo tako dolgo. In ena od nalog, ki smo si jo zadali, in tudi vizija bo šla v to smer, je v smeri racionalizacije predpisov. Torej, da predpise še vedno naredimo za vse stranke v postopku, da imajo primerno varstvo, ampak obenem jih lahko racionaliziramo. Veste, bom dal en primer, zato da ne bom tako suho govoril. Samo če bi pritožbena komisija, recimo za oceno, bila sestavljena drugače, da bi že v tisti pritožbeni komisiji za oceno, na primer, sodeloval inšpektor, bi s tem prihranili ogromno časa. To so take čisto konkretne stvari, kako pravzaprav racionalizirati to zgodbo. In četrtič, čeprav štejem, decentralizacija. Torej, odločanje inšpektorata, ki je bližje šolam, ki je bližje tistemu, kar lokalne skupnosti in pa starši na nek način potrebujejo. Že prej sem govoril o tem, da je potrebno več dati v smeri podpore in decentralizacije skupaj. Tako da neka vizija je, vas pa na nek način prosim, ampak saj vem, kako to je, vi imate svoje delo, jaz imam pa svoje, da lahko, ko bomo dobili novega človeka na inšpektorat, z njim dopolnimo to vizijo in predvsem, da začnemo spreminjati predpise v teh nakazanih, pa še drugih smereh. Kot rečeno, komentirali bomo to zadevo ponovno, ko bo kaj za komentirati. Tako da, zdaj pa ne vem, a že gremo na, če koga sploh zanima še tisto, vas zanima glede Zofija, oziroma glede ustavne obtožbe. Jaz mislim, da je v prvi vrsti to politična odločitev. Politična odločitev, ki jo mora sprejeti koalicija. Kako bo šla naprej. To ni neka tehnikalija, kot se predstavlja, ampak je pravzaprav politična odločitev in jaz mislim, da eden od naslednjih vrhov koalicije se bo moral ukvarjati tudi za to odločitvijo. Kajti v tem trenutku nihče v tej državi nima zadosti glasov v eno ali v drugo smer in zaradi tega je to eno zelo naporno in dolgotrajno usklajevanje. Bi pa rad pri tem pripomnil, da bo kristalno jasno. Na področju šolstva imamo še neko drugo neuresničeno ustavno odločbo. To je ustavna odločba o financiranju visokega šolstva iz leta 2011. Zanimivo je, kako nihče ne problematizira, politično problematizira tiste odločbe. Mi smo jo naslovili, smo predstavili nov predlog zakona o visokem šolstvu na sredini leta 2014, ki je to zadevo naslavljala, ampak potem se je seveda tudi moja naslednica trudila v tej smeri, ampak poglejte, politično, pa ni nihče tega nikoli problematiziral. Tako da je pa seveda nekaj drugega res. Vsako odločbo ustavnega sodišča je treba reševati in vsako odločbo ustavnega sodišča je treba rešiti. Tu ni in naj ne bo nobenega dvoma, zato ker to je osnova pravne države
In to je osnova, če hočete, pravne kulture. In to je treba narediti. Je pa zelo počasno in zelo mukotrpno usklajevanje glede na razmerje sil v parlamentu in v koaliciji. Mogoče bi rad rekel še nekaj, kar je pa neka čisto osebna politična nota. Zame je jasno, kje stojim. Tu sem stal in tu bom tudi stal. Moja pozicija glede javnega šolstva je jasna. Ker javno šolstvo je edino, ki je za vse. Zasebno je za nekatere, javno je pa za vse. Tako da tu se moja pozicija v ničemer ni spremenila, ampak kot tisti, ki sem odgovoren za to področje, pa seveda moram usklajevati različne interese, pa čeprav bo na koncu seveda Državni zbor Republike Slovenije tisti, ki bo v tem glasoval, kajti Državni zbor Republike Slovenije je zakonodajalec in koalicija je tista, ki se mora glede te zadeve dogovoriti. Hvala. Na začetku ste omenili nekako v osnovi razloge za razrešitev glavnega šolskega inšpektorja, kmalu zatem ste pa že prišli na potrebo po sistemski rešitvi nastalega problema. Zdaj, ali je dejansko glavni inšpektor tukaj tisti razlog, da je mogoče nastal kakršenkoli sploh problem, ali je sistem, pa je zdaj tukaj neke vrste žrtveno jagnje, to je prva stvar. Druga stvar, vemo, da je sistem slab. Z gospodom Mercem se je odprlo še eno vprašanje, kar nekaj osnovnošolskih učiteljev je postavilo skoraj identično. Ali morda razmišljate, da bi zakon o osnovni šoli posodobili, nekoliko spremenili, nekako bliže temu zakonu o gimnaziji in ostalih srednjih šolah, da bi sploh omogočal izločitev učencev, ki so v navednicah nevarni drugim? Glejte, najprej glede žrtvenega jagnja. Če ste zelo natančno poslušali, sem seveda nisem kakršnekoli krivde valil na kogarkoli. Sem lepo povedal, da so vzroki za to širši. Ampak, če hočete zadevo rešiti, potem ponavadi spreminjate tako tistega, ki to vodi, kot sistem, kajti ta, ki to vodi, bo moral voditi tudi sistem. In jaz od tistega, ki bo prišel na mesto sedanjega glavnega inšpektorja, predvsem pričakujem na eni strani predloge in na drugi strani neko dopolnitev te vizije, ki sem jaz ravnokar dal. In drugič, kjer je bistvena razlika med srednješolskim in osnovnošolskim izobraževanjem, je ravno v obveznosti. V obveznosti, kajti osnovnošolsko izobraževanje je po ustavi obvezno, srednješolsko pa zaenkrat ni. Tako da razumem, na kaj nakazujete, razumem, sem tudi zelo naklonjen, da damo več poudarka pedagoškim ukrepom in manj pravnim ukrepom v šoli, kajti ta pedagogika, ti pedagoški ukrepi so se izgubili, so pa na voljo, samo treba jih je pogledati, če pravzaprav prijemajo, kot se temu reče po domače. Gospod Tomaž Rozman ima delovno mesto na Ministrstvu za izobraževanje. Ne. Rekli ste, tlelo je. Pravi, domnevam, da želela bi, da poveste, kaj je tlelo. Katere stvari iz dela inšpektorata so bile napačne, so spodle oči, so bile. In drugo vprašanje, zdaj, rekli ste, ne komentirate zadev, ki so še v teku, ampak zadeva z gospodom Mercem je končana. Zdaj, lahko zdaj komentirate ta primer? Glejte, zadeva z gospodom Mercem je končana, ampak vprašajte tožilstvo, zakaj je zadevo sploh sprožilo in zakaj jo je kasneje umaknilo. Tako da ne bom v tem smislu tudi ne bom
komentiral, ker tudi spisa namreč nisem vpogledal. Zdaj, ko je tožilstvo umaknilo zadevo, bi ga pa lahko, ja. In ga verjetno tudi bom. Vaše drugo vprašanje, se opravičujem. Prvo vprašanje, kaj vas je zbodlo v oči v delu inšpektorata? Kaj je bilo narobe? Rekli ste, da je tlelo, je bilo, se pravi, dlje časa nekaj narobe. Kaj ste opažali? Kaj je bilo po vašem mnenju narobe? Glejte, vsak, ki živi v Republiki Sloveniji, ne, pa ki spremlja to področje, lahko vidi, da mogoče neke določene stvari ne funkcionirajo. V tem primeru je šlo za, kot sem že rekel, včasih nerazumno dolge postopke, ki so lahko sistemske ali tudi personalne narave. Šlo je za vprašanje neodzivanja v nekih določenih stvarih ali počasnega odzivanja, da bom zelo natančen. Šlo je včasih tudi, ker moram reči, da meni kot državljanu seveda ni ljubo, zatekanje v neke pravne formalizme in tako naprej, ki seveda na eni strani morajo biti, zato ker morajo biti zaščitene pravice vseh v postopku, ampak po drugi strani je pa včasih tudi zdrava pamet nekaj odnese. Še eno čisto kratko vprašanje, glede na to, da ste se z nekaj kritičnimi besedami dotaknili do delovanja NAKVIS-a, se morda tudi na vrhu agencije, o katere spremembe? Ne. S tem nisem želel tega reči, s tem sem želel predvsem pripomoči k temu, da bi se debata tudi o načinu zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti v visokem šolstvu primerno razvila. Gospod minister, rekli ste, da konkretnih primerov ne boste komentirali. Zanima pa me, kje je primer Kengurujčki? Pred dobrim mesecem pa pol je bila to top tema. Kje je zadeva? V primeru Kengurujčki smo dobili preliminarne ugotovitve inšpektorata, nimamo še končnih ugotovitev, tudi z priporočili. Ne vem pa, to pa morate vprašati na policijo, kajti policija je pa vodila poseben postopek, tako da je treba pogledati, ali je tudi na policiji ta postopek končan. Mogoče samo še, če boste preverjali kakorkoli še ostale inšpektorje oziroma delo inšpektorjev konkretno, ali boste šli na sistemski svet? Glejte, naloga novega vodje je organizacija dela in pa seveda vizija dela in seveda potem tudi v sodelovanju z nami, kot tistimi, ki pripravljamo zakonodajo, sprejemajo pa Državni zbor Republike Slovenije, zato da naredimo konkretne korake v smeri, kot sem jo nakazal. A novega vodjo že imate in ga bo v četrtek imenovala vlada? Ne. Ker bi rad opravil dober premislek in želim nekoga, ki bo tudi prinesel svojo vizijo. Zavede človeka pa imate? Zavede po pooblastilu. Po pooblastilu. Z ministrstva. Ampak pustite, da vlada, prosim lepo, imenuje.